Projekt Vrtnica, kot eden izmed pilotnih projektov mreže centrov raziskovalnih umetnosti in kulture, je nekako skupek sodelovanja različnih segmentov slovenske družbe. Temelj predstavlja vizualna umetnost, vizualne prakse 21. stoletja. Govorim o principu znanosti, v tem primeru bioloških znanosti. Govorim o principu slovenskega IKT, se pravi novega gospodarstva. In pa seveda tudi čisto samostojnih ustvarjalcev z področja glasbe, z področja filmske montaže, z področja izdelovanja unikatnih stvaritev, ki mejijo v resnici na kiparske discipline. In vse tisto, kar smo hoteli doseči skozi to sodelovanje, skozi to kooperacijo, je v resnici presežek in glavni namen vsega tega, kar počnemo. Se pravi, nove poti ustvarjanja kreativnih industrij skozi princip sodelovanja, skozi princip tega nagovarjanja, ki mu mi rečemo humanizacija tehnologije, in pa seveda tudi z osmišljanjem čisto popolnoma tehnoloških paradigm na en čisto drugačen, kreativen, v resnici umetniški način. V Kibla 2 Lab smo se pri našem prvem projektu ukvarjali z vrtnico, rožo, ki je že od nekdaj simbol ljubezni in požrtvovanja za izredno dolgo in izjemno zgodovino. V arboretumu Volčji potok, ki se ponaša z enim izmed največjih rozarjev na svetu, smo vzeli vrtnico iz njenega naravnega okolja in jo predimenzionirali v intermedijsko postavitev. Obiskovalcu predstavljamo zgodbe 4 izbranih sort vrtnic. Prešarjeni trubar, ki sta prvi slovenski vrtnici, Damaščanka in Pis oziroma Gloria Dej. Ves ta nabor novih tehnologij, vsa ta menažerija, novotarij, ki nas bombardira 24 ur na dan, seveda prihaja v naša življenja popolnoma neselektivno. Mi kot posamezniki in tudi sploh kot tudi družba ne znamo več oceniti, kaj je prav, kaj je narobe. Ne znamo več vseh teh informacij filtrirati na en pameten, razumski način. In zato je ta princip, s katerim se ukvarja naš laboratorij in naša mreža, tudi skozi ta projekt Vrtnica, v resnici poizkus nekakšne humanizacije tehnologije. Se pravi, da vso to tehnologijo, ki nam je na voljo, v resnici lahko uporabimo tudi na ta način, da vzbujamo ne samo občutke v ljudeh o dobrem, o zaželenem, o kognitivno razmišljujočem principu, ampak predvsem, da jih nagovarjamo o tem, da naj široko odprejo oči, da naj postanejo zopet kritična bitja, družba kritičnih posameznikov, ki ve, kaj hoče in kako tudi do tega ve, kako priti. Z lepoto vrtnic se umetniki ukvarjajo že od nekdaj, ne glede na kulturo ali zgodovinsko obdobje, v katerem ustvarjajo. Razvoj projekta je potekal v večjih fazah. Izredno pomembna je bila začetna faza raziskovanja, v kateri smo obsežno predelali zgodovino in zgodbe, ki so pripeljale do nastanka izpostavljenih sort vrtnic. Na podlagi rezultatov raziskave so se napisali scenariji, po katerih sta nastala glasba in film. Glasbo je napisal Kristjan Korad, film pa je delo Svetlane Dramljič. Raziskava je bila ključna tudi za koncipiranje dejanske postavitve. Združitev materialnih, papirnatih vrtnic z audiovizualno izkušnjo je bila oblikovana z namenom popeljati obiskovalca v sanjski nadnaravni svet, kjer obstaja samo vesolje cvetlic. Tudi izbrane tehnike izdelave papirnatih cvetov je rezultat temeljitih testiranj različnih tehnik in analiziranja porabljene količine materiala, časa in obnašanja pod lučmi. Realizacija razstave pa ne bi bila možna tudi brez sodelovanja Erika Kapferja in Mihe Cojhtera iz vzorčnega mesta Velenje. Razstava Vrtnica je posebno doživetje, ker omogoča nadgrajeno izkušnjo razširjene resničnosti.
Novi tehnološki principi, kot so kibernetika, robotika, da ne govorimo o vseh novih virtualnih okoljih, o principu razširjene realnosti, o principu vseh realnosti, ki jih lahko gledamo skozi virtualna očala, o principu vsega tega, kar lahko pomeni manipulacijo ne samo s sliko in zvokom, tudi z našim trodimenzionalnim okoljem, ki nas v realnosti obdaja. Ponuja neštevilo novih možnosti vizualnim umetnikom, da v resnici z vsemi temi novimi tehnologijami predstavijo svoje ideje, svoje kreativne postulate na čisto en nov, drugačen način. In ravno to je naš namen, zbujati uporabo tudi v vizualni umetnosti na Slovenskem in to na način sodelovanja z vsemi drugimi glavnimi postulati ene sodobne zahodne družbe. Se pravi izobraževanjem, znanostjo, gospodarstvom, tudi tistim, čemur rečemo kulturni turizem, tudi tistim, čemur rečemo varovanje snovne in nesnovne kulturne dediščine, tistim, čemur rečemo tehnološka kulturna dediščina in tako naprej in tako naprej. Mi z velikimi koraki znotraj mreže grabimo naprej. Teh pilotnih projektov, takšen, kakor je naš mariborski, je že kar nekaj tudi ustvarjenih. Tako da delamo na različnih področjih. Seveda govorim o kibernetiki, robotiki, govorim o različnih virtualnih okoljih, govorim o skeniranju naše snovne in nesnovne kulturne dediščine, če temu lahko rečem, in potem na temelju vseh teh novih podob s kreativnim procesom osmišljati nove vsebine in nove načine prezentacije vsega tega, kdo smo in kaj smo. Kajti mlade generacije seveda se ne zadovoljijo več s statičnimi podobami, slikami na stenah ali s predmeti v vitrinah, ampak hočejo interaktivnost, potrebujejo igrivost, potrebujejo interakcijo, še enkrat, če rečemo najmilejše. Tako da vse tisto, kar počnemo, v resnici, se pravi humanizacija tehnologije, predstavlja na Slovenskem en velik nov korak v razumevanju vsega tega, kar nam je na voljo, v razumevanju vsega tega, kar je za nami in seveda predstavlja popolnoma nov moment, nov način osmišljanja naše preteklosti za našo prihodnost.